Odnosi so zakon. Dober dan in lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes gostim Miho Rutarja. Miha, bomo predstavili, bomo povedali, kdo je. Zaenkrat, Miha, lepo pozdravljen. Živijo. Dajva začeti z eno kratko molitvijo, potem pa z oddajo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Dobri Bog, tule sva midva pred teboj in vsak od nas, ki tole posluša, gleda, je tudi na nek način pred teboj, pa če se tega zaveda ali pa ne. Sva kot sinova in sva kot očeta in o tem bi rada danes govorila. Prosiva te za tvojega Svetega Duha, da naj jo pri tem navdihne in da navdihne tudi vseh srca, ušesa, vseh, ki bodo poslušali in gledali tole najino oddajo. Po Kristusu našem Gospodu, slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kar bo do začetku, tako zdaj in vselej in vekom nam. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Miha, ti si psiholog, psihoterapevt ali samo psiholog? Kako se predstaviš profesionalno? Ja, jaz sem psiholog po osnovni izobrazbi. Sem imel psihologijo, potem sem pa šel na podiplomski študij zakonske in družinske terapije in sem potem tudi stažiral kot zakonski in družinski terapevt. Okay. Zdaj pa tudi zaključujem izobraževanje iz vedenjsko-kognitivne terapije, tako da po mojem čisto rečem tudi, da sem terapevt. Super. To dvoje je ločeno, a ne? Ja. Niso nujno vsi psihologi psihoterapevti in niso vsi psihoterapevti psihologi, je tako, pa dobro, da je oboje. Dvojna kombinacija, ja, fajn. Ja. Mogoče kaj več o tem, kakšna je razlika ali pa kje se stvari dopolnjujejo, lahko kasneje. Zdaj bi pa nekako uvodoma začela s tem, da se malo predstaviš, kdo si, iz kakšne družine prihajaš, iz katerega konca Slovenije, ker je en tak zelo zanimiv konc, kjer, mi, ki smo iz Krškega, ga zelo malo poznamo, mogoče tudi v tem oziru se kaj predstaviš za začetek, prosim. Ja, prihajam iz Tolmina, tam sem odraščal in živel do študija. Potem sem prišel v Ljubljano študirati, takrat je bila sem tukaj psihologija in tu sem potem spoznal Nežo in tukaj ostal. Tako da zdaj živimo skupaj pa tu po Ljubljani pod Golovcem. Okay. Nad Alešem. Zdaj te pa imamo. Jaz si spoznal Nežo Rutar, ki pa ni bila ves čas Rutar, ampak je bila prej Neža Čerina, ne? Tako. Lepo. Torej, ja, jaz sem že pred časom v eni oddaji z Alešem, ki so jo delala na temo medgeneracijskega sobivanja, a ne? To je rekel, enkrat bomo pa tvojega tam mladega povabili, da vidimo, kako bo pa on to zgodbo povedal, a ne? Se pravi, kakšno je to medgeneracijsko sobivanje z Alešem Čerinom, a ne? In seveda tudi Marinko. Glej, zdaj jaz vem, ne, to je tako malo, kot če bi enega, ki je pri nekomu v službi spraševal, kaj o njegovem šefu javno, ne. Glej, kaj naj ti povem, povej, kar lahko poveš, prosim, no, na to temo. Ja. Imaš prav, Benjamin. No, ampak resnici na ljubo zelo fajn shajamo skupaj. Jaz sem zelo hvaležen, da smo skupaj. Se mi zdi, da se lahko zelo dopolnjujemo ali pa si zelo pomagamo. V tem trenutku čutim, da oni bolj pomagajo nama, kakor obratno. Jaz sem tudi tisto gledal potem, tisto oddajo in se lahko strinjam, no. Mislim, s tistim, kar je rekel Aleš. Tista stvar je, da točno vemo, kje imamo pravila napisana, no, kaj damo menjati. To takrat ni bilo čisto resno rekel, pišel, kaj pa res, no. Če že to rekel, dajmo pogledati ta pravila in sem jih šel res brati. Se pravi, napisana so pa res bila? Zapisana so bila, ja, so v oblaku, tako da jih ne moramo zgubiti. Lahko zgubimo sam link, no, in sem ga najdel in šel dejansko brati in se držimo vsega. Edino, kar ne drži, je, da izmenično pucamo stopnišče pred vhodom. Okay. To nam ne gre, no. To bolj tašče potem puca, sem pa kjer še mi kdaj, kaj nam reče. Ampak
Pravš je pa bistveno, da pa neka ustava, neki dogovori so, ne? To je pomembno. Meni se tukaj zelo zdi tako, kakor je naš ravnatelj, tam, ko sem bil še študent v Vincenciju, Janez Cerar, rekel, da ustava, če vse v redu, če vse v redu, je ustava prašna. To pomeni, da je ne rabimo, da stvari funkcionirajo. Če pa se začne kaj lomiti, ali pa če treba začeti kaj ugotavljati, kaj je res in kako bi mogle stvari biti, potem pa pač začneš brati. Mi zdi, da pri nas nekako stvari kar funkcionirajo, da se ni treba preveč ukvarjati s tem, kaj smo se na začetku dogovorili. Je pa res tudi to v bistvu, kar je Aleš rekel, da je nekako odgovoren za funkcioniranje lastnik. To je pač in oče, se pravi, primarna familija tista, ki je lastnica bajte in ima moški še posebno vlogo in tu lahko rečem, da Aleš zelo dobro dela. Če jo smejo imeti, ne? Kako je ponavadi to? Moški imajo tako vlogo, če jo smejo imeti. Če jo smejo, če si jo upajo prevzeti, ker to, da ti prevzameš to vlogo, to pomeni, da si kdaj kriv, pa da te kdaj gledajo po stran, pa tako naprej. Tako da je tudi malo tesnobe tukaj zraven, lahko malo enih občutkov krivde, ne vem česa, je zahtevna vloga. In velikokrat pa tudi ženske ne spustijo, seveda, tako da... Oboje. Mi je zelo fajn, recimo, ena taka vinjeta, kako to Aleš zelo dobro skrbi. Še nekaj let nazaj, po tistega so prišlo časi, ko smo recimo kam šli, k našim usmin, pa nas ni bilo čez vikend, pa tako pa je gledam Marinka gor prišla. To je bilo čisto fajno, sej jaz nisem tako občutljiv na to, po svoje je fajn, da imaš potem kakšne stvari pospravljene, ampak vsem pa, malo čutiš pa kakor, da ni to tvoja. Tako in to je zelo strogo, zelo tako nastopil. Lej, ki te briga, dokler ne bojo dol začele prihajati kače in podgane, imamo mi kaj zgor. Oni so gor, mi smo spodaj in bašta. In tukaj se potem, smo se potem pogovorili, v bistvu je bilo tudi nama, na nek način ni bilo čisto fajn, ampak dobro je bilo, da je to Aleš izpostavil in da je on tukaj zelo to mejo držal. In na ta način v bistvu ni prišlo do konflikta. Lahko pa bi. Prvič se ti zdi fajn, drugič mogoče še, po tretjič pa že malo navada, pa potem ni več fajn, pa tako hitro se lahko začnejo tudi stvari krhati. In se mi zdi, da je kar ena modrost v tem, kako pa kako hitro začeti s tem razmejevanjem in boljše prej, kakor kasneje. Je pa tudi ena specifika te bajte, da v bistvu naravno ni zelo dobro razmejena. Mi imamo veliko stvari skupnih. Ne samo vhod, imamo še hodnik, pa kurilnico, pa kolesarnico, tukaj pa enih prostorov, ki je skupnih, ene šare se potem naberu, se smo hodničko majhnemo in tako da sem hvaležen, da tako dobro funkcioniramo. In se mi zdi, da to lahko mogoče tudi zgleče za koga, da tudi če niso vsi tisti pogoje, pa taščene Zločen odhod, pa tako naprej. Da se da. Tam se je pa res treba zmeniti in potem to tudi nekako upoštevati. Fajn. Ja, se mi zdi fajn, da se da za vse tiste, ki so komentirali, ta mladega bi še rad slišal, če je to res, evo vam. Miha potrjuje in ni pa samoumevno, to pa je pomembno. Kdor še ni pogledal tisto oddaje o medgeneracijskem sobivanju, dajte pejte pogledati. Je ful pomembna tema tle pri nas v Sloveniji, ki se v resnici tudi zelo tako, kako bi rekel človek, lahko je zelo boleča za mnoge, tako za starejšo generacijo, kot za mlajše generacije. Mogoče glih točno ta vinjeta, ki si jo omenil, se pravi utikanje, ali pa v bistvu po drugi strani pa zelo po domač, pa grdo rečen, odnašanje riti, se pravi prepletanje teh družin preveč, v smislu ali skrbi za, ali pa skratka, tega je ogromno in kjer stvari niso dobro razmejene, je to lahko res povod za številne težave. Priporočam tisto oddajo. Miha, bi na to temo mogoče ti še kakšen tak svoj nasvet dal ali pa kakšno pripombo v to smer?
Ja, jaz mislim, da je lahko tukaj res eno bogatstvo, no? Tega sobivanja. Da naredim najprej malo reklame, a ne, ker so že začela s pastmi. Koliko imam veliko enih prijateljev, recimo, ali pa kolegov, ki so od drugod, ne, pa so isto prišli v Ljubljano živeti, nima starih staršev tukaj. Koliko je zahtevno z mislimi otroki, ne, sploh če je otrok bolan, dejansko ne moreš iti v štacuno, ko mora biti teden, a ne v bajten, če pa sem 2, potem je to sploh malo tega časa zmanjka, ne. Koliko je dragoceno, če ti lahko en počuva otroka, magari za pol ure, ne, ali pa to, da za 1 uro tukaj pustiva otroke, ali pa za 2, ne, pa greva na prehod, a ne. To so take stvari, ki so res zelo, se mi zdi, dragocene za par, zelo pomembno, mislim, zelo veliko tehta tudi ta dinamika, ki jo potem detki in babice lahko prinesejo noter, ne. Jaz se spomnim, koliko sem bil navezan na svojega detka, ne, ker sem se veliko čuval noter in potem to je tudi nekaj, kar v bistvu tudi za stare starše ne je lahko eno bogatstvo, potem na stare leta, ne, ker se ena taka posebna vez ustvari. Pa tudi, a ne, detki lahko na en drugačen način, pa babice pocrkljajo svoje vnuke in razbremenijo starše, pa otroci imajo potem, a ne, eno tako izkušnjo, ki je lahko zelo posebna. Tako da mi zdi, da je veliko enih stvari, plus dobro še stroški in vse to, ki se delijo. Je pa res zelo fajn, bi rekel, iz mojega ali pa najine izkušnje je to, da smo lahko na začetku midva šla nekam na svoje, ne. Tisto prvo leto, oziroma prvi 2 leti, da sva se res lahko postavila kot družina. Meni je bilo itak na nek način lažje, ker sem šel od doma, za njo je bilo pa še ta moment, a ne, da ona je v bistvu šla od doma, a ne, je imela to možnost razmejiti, jaz kot otrok, jaz kot, ne vem, ženska, da rečem žena, in potem pridem spet nazaj, ne več kot otrok, a ne. Če ne lahko to zmanjka, če kar eno tako, ena kontinuiteta, dobro, se je poroka, ne, pa se so ti mejniki, a ne, ampak čisto drugače. Kaj za nekaj časa, ne? Če sta 2 leti vmes, ja, da se potem, da lahko malo sam razmisliš, kako bo pa pri nama Božič izgledal, kako bo pa pri nama, ne vem, 1. november, kako bomo midva te praznike jih mislila, kako bova preživela, a ne, da ni kar samoumevno, da smo skupaj, ali pa ne vem kaj, a ne, recimo. To, da ima ta možnost po svoje postaviti. In to so neka trenja na začetku, hočeš, nočeš, a ne, je fajn, da te trenja nekako sam predeluješ, ne pa da ti zraven še eden sveta. Absolutno. Po domače rečeno. Tako da, to je gotovo ena stvar, ki je zelo fajn, druga stvar je pa potem, ja, če se odločiš, ko se odločiš, ne iti nazaj skupaj, je, da se res zmeniš prej, ne, kakšni so na nek način pogoji ali pa kakšni so predstave o tem, kako želimo, da so naši odnosi in kako se te razmejitve čisto konkretno, praktično, ne, o tem je zelo velika reč govorila. Da se to zmeni, ne, in stroške in da se res zmeni tako, da ne vem, je to Aleš rekel, ampak tako, kot da bi imel nekoga drugega nota, ne, v bajti. Da ni ono, ja, pa ker ste glih naša, pa bomo tukaj malo spustili, pa tako, kar hočeš, nočeš, tukaj potem pride en občutek, aha, pa se to potem ni zares moje, to si pa nisem zaslužil, ja, se to pa je lahko, jaz sem na pol samostojna, ne, zato, ker mi tukaj pomaga. Je res fajn, da se naredi stvari transparentne, pa tako, kakor je v resnici, a ne. Ne vem, mi, ko smo se potem menili glede teh stroškov, je šel Aleš gledati kar te pravilnike, a ne, kako je to v Sloveniji urejeno, a ne. Ni bilo nekaj po domače, ja, pa se bomo kar še enkrat, pa sej, a ne, sej ste naši, sej to je vse naše, a ne, hitro pa te rata ena taka zmeda v tem, čigavo je in... Hipijevska komuna, ne? Ja. Sej na nek način lahko imaš hipijevsko komuno, a ne, sej po eni strani, ne, tako, velikrat je, ne vem, pridemo z kakšnega izleta, joj, smo lačni, imaš kaj za nas, jo, mama, ne marim, ko se da potem izčara iz pol litra juhe in naredi 2 litra. Ne, se to ima tako hipijevsko, ampak vseeno... Ampak če je osnova, se pol da to, kdaj tako narediti, če je pa vse zmedeno... Lahko stopiš nazaj, ker veš, kam stopiti, ne. Če pa že v začetku vse skupaj nekako zamegljeno, pa sploh več ne veš, kje je tvoj teritorij, kam sploh moraš stopiti, ne. Točno. Ja. In mi je bilo tudi fajn, recimo, ker včasih
ali kaj imela Marinka gužvo, ali kaj Aleša, ne, zdaj, kaj dela od doma, ne, da reče, zdaj pa rabim mir, zdaj ne mi hodi dol, in tudi vnuke pošibata gor in super, ne, tako da se ve, kdo je kje, ne, doma. Smo vsi povsod. To so stvari, ki se jih je potrebno zmeniti. Res je pa tudi, ne, da kot mlad, ki prideš, ne, v eno bajto, ki ni tvoja, da težko postaviš pogoje. Tako da tukaj je rekel, žogca še vedno na strani gospodarja. Staršev. Ja. Fajn. Če zapeljeva zdaj to nekako preko tvoje osebne zgodbe, ki praviš, si šel iz Tolmina v psihologijo v Ljubljano, mogoče najprej, zakaj psihologija, pa pol kam te je ta, bi rekel, profesionalna pot vodila, kje si zdaj, kje se udejstvuješ, če nadaljujeva v to smer morda? Ja, to je dobro vprašanje. Jaz mislim, da so tukaj res po božji previdnosti, sem prišel na psihologijo. Jaz sem šel čisto drugih razlogov, na psihologijo, ker sem zdaj nekako. Zdaj sem zelo v teh terapevtskih vodah, pomoč drugim, šel sem pa bolj v smislu razumeti človeka, razumeti, kaj se dogaja, zelo sem tako filozofsko tudi navdahnjen v srednji šoli in sem potem z tega vidika šel na psihologijo. Potem sem pa tekom študija nekako začel poznavati lepoto tega, nekako pomoči, pa ne samo pomoči, ampak to nekako, da greš v spet drugega, da probaš tam boljše razumeti, da se potem začnejo ene spremembe dogajati. To lahko zelo dragoceno v resnici in sem potem nekako, prek družinske terapije sem potem res rekel, to bi pa jaz počel. Prav, ti si najprej na filofaksu končal psihologijo, pa si šel pa družinsko terapijo še na teologijo narediti naprej? Ja. Postdiplomc? Ja, tako da potem sem napisal kar direktno prehodno doktorat in potem sem začel že stažirati. Zaposlil sem se, takrat sva se poročila z Nežo, tako da imel vse eden dohodek, ona je bila še študentka. In potem nekaj na hitro dobil v šolstvu. In tako da sem eno leto manj tudi izkušnje kot svetovalni delavec. Sem pa videl, da to v resnici ni področje, ki bi me zanimalo, ali pa ni moje. In sem potem, tam, ko sem pa začel stažirati na Frančiškanskem družinskem inštitutu, tisto me pa tako zelo potegnilo in se je potem našlo mesto, tako da sem tam nekaj časa delal prek enega projekta, ko bil prav zaposlen, kot terapevt. Pa tam sem veliko enih teh zgodb slišal, medgeneracijskih, veliko je bilo teh partnerskih težav, tudi individualno so ljudje prihajali, ampak tisto mi je bilo eno tako zelo dragoceno obdobje. Pa sem pa začel na pediatriji delati kot psiholog. Zdaj sem pa na Soči že kar nekaj let kot psiholog in zdaj sem tudi začel, oziroma sem že v specializaciji za kliničnega psihologa, tako nekako nov poklic, čeprav zelo povezan s psihologijo. Wow. Je pa tudi zelo dragoceno, ker res potem tukaj lahko človek spozna celo ljudje pa zon tega, kaj se s človekom dogaja, kaj se lahko zgodi. Lepega pa seveda tudi slabega, ne bolezni. Tako da, hkrati s tem, sem pa ves čas nekako bil tudi pri Iskreni aktiven kot prostovoljec. Tako da na začetku kot, pa tudi še vsake toliko sva kot voditelja priprave na zakon. Zdaj sem pa nekako zadnje leta prevzel to področje očetovstva, tako da imamo pa tam skupine za očete, vodno, nadaljevalno, pa delavnico za očete in sinove, divji bojevniki. Tako da pa še kakšne so potem kakšni taki projekti, ki so večinoma vezani na nekako podporo staršev, očetov, ta del. Super. Bova šla definitivno v to smer očetovstva. Mimogrede, koliko star mora biti fantič, da je divji bojevnik? Ja, tako da pride že v puberteto. Nismo dali čisto jasne meje, ampak temu reči tam 12 let plus minus. Tako da se začne že razvijati, pa da mu te teme postanejo nekako blizu punce, ta spolni razvoj, tako da, ja,
Fajn. Dajva res to moško komponento nekako danes probati majčkeno razdreti. Pa probiva iti zelo iz širokega malo na ožje. Se pravi, ne vem, nekako najprej, kje smo moški danes, ki si govoril razumeti človeka, mogoče poskusiva kakšno reči na temo razumeti moškega danes, potem, kje smo kot očetje, kot sinovi in tako v to smer vzgoje, potem, ampak najprej, kdo, kakšen je današnji, zelo posplošeno, banalizirano rečeno, pa kakšen je današnji dec? S čim se po tvojih izkušnjah spopada, kaj so njegovi boji, kaj so njegove moči, v resnici verjetno tudi kakšne so, pa kaj so težave na tako malo? Jaz mislim, da je kar pred izzivom. Ena stvar je gotovo to, da moškost ni najbolj popularna v družbi. Druga stvar je pa, da itak je ena taka zmeda malo. In očitno je, da ta stari tip moškega, ta patriarkalni, mačo, ta ne deluje več. Jaz sem, da ni privlačen, ne deluje. Ni prav, a ne? Ni prav, ja, pa tudi učinkovito ni. Zdaj so že otroci tako polnomočeni, da enostavno tega ne morejo, mu ne sledijo, ne grejo potem po svoje. Je zdaj ena taka, se mi zdi, eno tako razpotje, in zelo veliko moških tukaj želi nekaj narediti s to svojo vlogo in v družini in tudi tako kot moški, ne. Eni pa pač ne, sej. Ampak mogoče to sem moj vtis, ali pa ta mehurček, ker se veliko ukvarjam s tem, ampak je zelo veliko moških, ki se želijo nekaj narediti ven iz tega. Mogoče nimajo nekega zgleda iz primarne familije, ampak želijo biti boljši ljudje, boljši moški, očetje, ki želijo tukaj prevzeti eno odgovornost in se razviti v eni smeri, ki bo konstruktivna, ki ne bo skušala nadvladati, ampak sodelovati, voditi, tako. Ta del zelo močen zdaj. Imaš prav, da je mehurček, po mojem, ampak vendarle se veča in je tako, tudi tisti možje zunaj se mi zdi, da, dobro, žene sploh, ki čutijo potrebo po odnosu, pa bi jih rade porinile v neko delo za odnos, ali pa za samo razvoj, ampak tudi sami deci vidijo, da bi radi neki, samo ne vejo točno, kaj, ne vejo kako. Vse si oprosti, sem te grdo prekinil, si že malo začel to smer, ampak ja, tako, kako se lahko razvije ta dec, ki ni bil noter, pa zdaj želi prehajati v neko delo na sebi. Ja. Jaz mislim, da prav to, da prevzame odgovornost za to in da malo integrira te pozabljene, iz starih časov pozabljene vidike človeka, se to je zelo človeško čutiti, biti občutljiv za čustva, za počutje drugega, da to nekako ukomponira to svojo moškost, ki pa je vseeno nekako po naravi bolj dominantna, bolj nekako ekspanzivna. Moški je nekdo, ki gre v svet, ki skuša nekaj narediti, pustiti en pečat v svetu, ampak ja, da je tukaj še drugi vključeni, da je to sodelovanje, ta del se mi zdi, da je zdaj izziv in priložnost za moške. Duhovnost tudi, da ni moški samo tisti, ki popravlja napušč na turnu, ampak da tudi nekaj s tem notranjem smislu naredi, kar se verjetno tiče. Ja, mislim, te skupine zdaj zelo rastejo po Sloveniji, tako da to se mi zdi en tak dober znak. Meni se tudi zdi, sploh tudi ta duhovni vidik dober. Jaz pač osebno delamo preko Exodusa, 90, ampak pa tudi možje v zakonskih skupinah vidim, ko pride tisto spoznanje, da ti kot dec nisi pač vsemogočen, da ni treba, da tvoja vedno v vsem obvela, pa da v resnici ni nič narobe, če kdaj priznaš kakšno napako, da nisi manj moški zaradi tega, in pa da
kar čisto dobesedno poklekneš pred Bogom, ne? Ker če klečiš pred Bogom, ti ni treba klečati pred drugimi, v tem smislu. Ne? Vendarle pa to hitro v družbi se mi zdi moško občutljivost, pa tudi neko delo na sebi lahko zamenjamo za sociopatiziranost. Oziroma neka splošna družba bi še vedno malo reagirala na to temo, ali kako misliš? Ja. To so taka okolja, ki so zelo nenaklonjena temu. Mislim, jaz delam, oziroma tudi sem delal kar nekaj let na oddelku za amputacije, kjer je pretežno moška populacija 60+. Tako da sem res imel priložnost videti to staro mentaliteto decne, deci polnka, ne. Njemu pa že ne bo noben govoril, noben doktor ne bo govoril, da nekaj kadite, pa gre noga, ne, čez let. Več, mislim, to so potem ti absurdi, kaj pripelje ta moška trma ali ta neka neobčutljivost na kogarkoli, ne, in pomaš te samske dece na pol zapitane tam po nekih kmetijah oddaljenih, ne, ki propadajo, ne, in to je sigurno lahko en tak model in recimo ta mentaliteta, ne, seveda ne vidi kot delo na sebi, kot nekaj koristnega, ne, mislim, da se to v resnici globoko vse bojijo, ne, da je potem to en način obrambe, ampak se mi zdi, da če si upaš priznati to ranljivost, pa če si upaš tudi vključiti drugega, da to je v bistvu tisto, kar je največja močno in da glih tak ni copata, ne. Pa tem, kaj se strinja, sej. Dve možnosti sta te breko, ene zelo temeljne negotovosti vse. Ali da je vse po moje, ali pa da ni nič po moje. Da jaz naredim vse kontra, kar žena reče, to je v bistvu tudi na nek način en šibek človek. Ali pa da naredim točno to, kar ona reče, zato da bo mir v bajti. Ampak, če hočeš biti pa v dialogu, pa moraš biti močen, pomeni, da jaz moram vedeti, kaj so moje želje, kaj so moje potrebe, kaj si jaz pravzaprav sploh v sebi prepoznavam in s tem grem v nek dialog in je zdaj spet ta dinamika, zdaj, ko bom jaz popustil, bom zdaj popustil v svojo škodo, si jaz to pripravljen, ali, a ne, moraš imeti zelo razdeljeno v sebi stvari, moraš zelo dobro vedeti, kaj so tiste prioritete, želje, a ne, cilji in potem se lahko šele menjaš, a ne, in to absolutno ne zmore copata, a ne. Tako da dialog zahteva dva zrela postavljena človeka. Ali pa vsaj dva človeka na poti. Ja, mislim, tudi postavljena, da zmoreta hoditi. Tako. Zmoreta vsak. Da nista postavljena do konca, ampak ja. Ja, mislim, to je tak proces vse življenjske. Že to, da se ne ustrašiš tega, se mi zdi, da je en tak pomemben korak ali pa pogojno, da že moraš biti tukaj postavljen, da te to čist ne odnese. Ja. Zgledov v resnici smo imeli zelo malo, a ne? Zgledov že tudi najina generacija, pa mogoče še kakšna pred njo. Ne vem, kje sem zadnjič bral, kako absurdno površinski so pogovori v slovenskih družinah. Macini je pisal o tem, ne? Macini je pisal, ne vem, če ga bereš, ampak dejansko odlična kolumna, ko govori o tem, kako na površju ostajajo pogovori v slovenskih družinah, kako se ne upa iti v to ranljivost, ne? In zdaj sploh ker smo prej govorila o sobivanju generacij, različne generacije skupaj živijo takšne, a ne? Zdaj, recimo, da je najina generacija na potezi, da začne delati, verjetno pa, če bova dobro delala, se na nama sadovi bodo poznali, ampak morda pa najbolj na najinih otrocih, ne? Vidva z Nežo imata 4 fante, ne? Kako res v taki situaciji, ko sva sama dva še na poti, sama dva zgledov nisva imela, vendar pa želiva vzgajati konkretno recimo fante, no, ki imaš tako fajn izkušnjo domačo. Macini ima zelo fajn razmisleke glede slovenstva. Kako? Dobre, ne? Macini ima zelo fajn razmisleke. Ja, krute, ampak realno. Ja, jaz mislim,
si fajn prej opozoril, no, da ni za en občutek, da moram pa že kar vse biti, ne, da lahko naredim prvi korak. Seveda ne, ampak to, da imam eno to odprtost, ne, eno to pripravljenost, mislim, da je že zelo veliko. In to se mi zdi zelo fajn rekel, ne, da to, kar mi ali pa naša generacija delamo, da to se bo potem poznalo pri naših otrocih. Ne. In tudi ne bo vse popolno in oni bojo potem naprej to peljali. Jaz to vidim tako, kot krem vosa. Ne. Voska je naložen z enimi težavami, a ne, z enim gnojem, da rečemo, ne, in zdaj to pač mi peljemo, ne, skozi generacije. Vsak pač potisne en tulk in tuk skida. Zdaj, če gre v pravo smer, ga skida dol, ne, ker potem še kaj gor naložijo. Ampak v resnici to peljemo, ne, mislim, mi smo dediči nekih svojih teh, več rečem, travm, se tako sliša, ne, nekako malo patetično že, no, ampak enih ram pa gotovo, ne, generacijskih, povojnih, a ne. Tako da, ja, se mi zdi zelo pomembno ne ustrašiti tega, pa tudi ne zapreti oči pred tem, a ne, se malo začeti ukvarjati tudi s tem, kakšno je bilo moje otroštvo, kaj sem jaz doživel in kaj zdaj želim iz tega predati naprej. Jaz tudi nisem imel nekega dobrega zgleda ali pa jaz sem zelo čutil, da je nekako ded bil kakor nadomestni oče, ne, pa so potem dva velike enih stvari počela skupaj. Tako da zdaj vidim kot oče, da se velikokrat iščemo, ne, kaj bi zdaj bilo prav, kaj je treba, a ne, kakšno držo vzpostaviti. In to je ena stvar, ki jo moram, ne bom rekel izumljati, no, ampak iskati, in mi tukaj zelo pomaga prisotnost drugih očetov, ne. Pogovarjanje, preverjanje, iskanje zgledov, potrditev, ne. Saj, vsak fant na koncu dobi en zgled v nekom, a ne. Zdaj, če nimaš očeta, potem dobiš mogoče dedka, strica, učitelja, ne vem, župnika, nekoga, a ne. Če pa nimaš nobene sreče, potem dobiš pa klapo, a ne. Pa eno bando tam na ulici, pa je to zdaj en tvoj foter, a ne, in te vzgaja. Tako da je to zelo v nas zapisano, to hrepenenje in ga bomo tako pa drugače našli. Zdaj mi kot očetje pa imamo to priložnost, da mi prevzamemo to vlogo zelo zavestno, ne. Tudi če nismo čisto vešči, tudi če nismo čisto gotovi, a ne, ampak to, da ne zbežimo od tega, se mi zdi, da je že prvi korak, ki je zelo pomemben. Da ne predamo tega mamam ali pa inštitucijam. Ja, ker lažje pa je, ne. Lažje pa je, pa na koncu karkoli gre narobe, ni skriva, ne. Ja. Ampak paradoksalno si pa čisto vsega, ne. Tako da. Kaj konkretno vidva z Neža z mulci počneta? No, Aleš, vem, da vaju večkrat ful pohval, koliko ste agilni, koliko greste ven, koliko ste, par takih vzgojnih cukrčkov, no, daj nam malo. Kako konkretno se vidva trudite v teh smereh? Ja, ena taka stvar, ki se mi zelo obnese, mislim, mi smo itak na splošno kot družina radi zunaj, nimamo nekaj takega, imamo tak prost slog, no. Smo radi v naravi zunaj, tam je igrišče, tam so teme za pogovarjati se, tam se otroci umirijo, tako kakšno temo načnemo in tako. To se mi zdi nekaj, kar je zelo super, pa zelo poceni. Druga stvar, kaj pa jaz recimo kot oče, se mi zdi zelo fajn včasih kakšne te izlete ponuditi, sploh če so taki daljši, a ne, to jaz načnem kakšne teme s kakšnim od otroka, ne. Fajn je, če imamo priložnost biti ena na ena, ker je to čisto druga dinamika potem. Zdaj za kakšne take bolj, dajva reči, ko hočem kaj bolj preveriti, gremo sami na izlet, jaz pa, ne vem, sva šla zdaj lani na Triglav, je bilo to 2-dnevno, pa je bila ena taka izkušnja, ki je bilo veliko časa, pa že itak kot sama izkušnja nekaj posebnega, ne, priti na Triglav, na najvišjo goro, z očetom, ne, pa tam navezan biti pa tako. Pa tudi sam čas, ne, se lahko pač začneš pogovarjati različne teme o
počutju v družini, v šoli, o ne vem, zaljubljenosti, če je ali tako, spolnost in se da recimo načeti, to je kar fajn, da početi zelo zavestno in gremo v te teme. Ja. Tako da to, 1 na 1, a načasih pa sem na izletu, ne vem, se lahko ta skupinca razpotegne, ne, pa z enim hodva, ne vem, 10 minut, pa ga lahko malo vprašam, ti kako je, skonc ta zadnjici se skregal tam, z bratcem kva pa je bilo, ali se drugače dobro razumete, ali kaj tacka. Da ti gre na živce in kar povejo, se mi zdi, da kar povejo, pa to res fajn, da je nek tak čas, ne, skupen. Ne moraš ti priti iz službe, poni šole, pa tam za mizo, ne, on barvo in ti ga še ne spraševati. Takrat mi ne bo nič povedal, ne, mislim. Fajn je, v redu je. Ja, to je fajn, to je vse fajn, to je vse v redu. Ja. To je ena taka stvar, druga stvar je tudi, se mi zdi, da oče, zdaj se mi zdi, da v teh časih ni zares nekih iniciacij več, ne, vedno manj jih je. Včasih smo imeli filungo, nabor, lekcija, pa vojsko, so imeli naši starši JNA, pa so bili neki taki prehodi, ki so rekel, jaz sem pa dec, ne. Tega je zmerili manj, zdaj kaj je še, kakšna baleta, pa se ga takrat napiješ, pa je to v bistvu edina iniciacijska izkušnja v odraslost. Tako da vidim tudi, mislim, jaz skušam jim dati tudi nekaj tega, da neke take preizkušnje jim dam, pa da nekako sebe dokaže, da lahko premagajo mogoče strah ali pa kakšne omejitve, tako da mi gremo vedno, zdaj že res vrata na nek način tradicija, da po 6 letih gremo na eno feratico, tako tam na Gramado, se ni vse skupaj nič, tam po Pogačnikovem, ampak malo pa je, spod je tako 15 metrov lufta in je že tisto, bom zmogel, ne bom zmogel. Se pravi, ti 6-letnika sam peleš na to in... Ja, navezan, mislim, samo varovalnim kompletom, tako da, evo, je varno, ampak hkrati pa ni čist vsakdanja, tako da se potem, so imeli tudi kakšne pogovore, da je zaupaj mi, ti to zmoreš in tako in so potem res peljala, ker si jih vmes strah malo zagrabil in je bila to zelo fajn izkušnja na koncu, tudi za njih, tako da so res imeli občutek, pišu, kaj sem pa zdaj to prišel česa, A veš, da več zmorejo, kot si mi mislimo, ne? Jaz sem včeraj imel naš zadnji otrok, je pač sin, 3. rojstni dan, ne? In je dobil kolo s pedali, ki ga je čakal več kot pol leta, ne? In je bila ona dilema, a damo koleščke, čeprav je že bil prej na poganjavčku ali ne, a damo za kak dan koleščke, da bo pogruntal malo to, kako se goni, ne? Stari, rekel, ne bomo, ne? Jaz sem 2krat z njim laufal, mulci v enem dnevu zvozil. Tako noro, ne? Pa si ne bi mislil, ampak malo spodbujanja, malo tega, ga moram kar pohvaliti, sem bil res ponosen. In kako hitro smo mi, tudi očetje, da o mamicah ne govorimo, kako hitro se bojijo teh fizičnih izzivov pri sinovih, ali pa če se malo zravsajo, ali pa nekaj takega, ne? Ko se mi zdi, da je... Kak je že o skavtih, to je Aleš večkrat citiral, da skavt zmore 2krat toliko, kako že to moraš ti vedeti, ziher? 2krat toliko, ker sam zmore, pa 10krat toliko, ker njegova mama misli. Mama misli, da zmore, nekaj v tej stvari. Ja, to je zelo res, ja. Ko jih je treba malo iz cone udobja, ne, metati? Kako? Malo jih je treba metati iz cone udobja, prav. Ja, in očetje imamo tukaj za to vlogo, da omogočimo take izkušnje. Ja. Evo, to je bila še ena taka, ker smo šla pa to zimo, smo šla pa prespati ven, takrat, ki je bilo res minus. Kva? Med -5 pa -10. Ja, to smo imeli eno tako. V šotor, ali kaj? Ne kratko, to so v spalkah. Tam spalke? Tam spalke. Pa so se pa nekaj izvej naredila, tako. Vi ste malo nori, no, ampak v redu. Ampak je bila, meni je tudi bilo, mislim, sem imel B-plana, B plan je bilo, če bo začela zmrzvati tam srednjo, če bo pač spokala in šla kaut, je bil tako, ne vem, 20 minut stran, hoje. Ampak, dajmo probati, in je bilo že tako, da naj zeblo, tukaj je bilo mraz, da ona voda ni hotela zavreti, razumeš, na juha so potem tisto, po mojem, ni bila glih mlačena, ampak kuhana pa tudi, tisto so pojedla, pa sem že bil tisto,
čvaj domov, ti. Ja. Sem rekel, dejno, če so že sorovo prenesla sem, treba vsaj provati, če bo zaspala bova, če ne, pa še vedno da greva nazaj domov. Ok, tako, oni bo že res tako zelo na meji, ful ga je zelo, mene je to začelo zelo. Pa kad smo šla v spalke, dve smo imela za vsak slučajno. Aha, dvojno kot. Dvojno. Aha. Kuho, ko pa eno tako mal manj toplo, no, ampak evo, in pa je šlo, ne. Jaz sem sicer mene začelo zjeti tam sred noči, tako da pa sem prebedel, on je pa v redu spal, tako da nam je uspelo. Pa sem šla drugi dan še gor v hrib, s cepinom in tako, kakor se zagre. In je bila ful dobra izkušnja, veš, in pa nam je še malo vode začelo zmanjkovati, nekaj nisem pač imela tisto, kar sem imela s sabo, ne. In je bila malo taka, nam bo ratalo, nam ne bo, pa gremo grist, ne, in sva zmogla, veš, in je to tako občutek, kaj piše, pa se nekaj pa zmorem. Ja. Nekaj se mi zdi, da fanti zelo gradimo eno tako identiteto ali pa, ne samo sposobnost, ampak prav identiteto na temu, a sem dovolj sposoben, zmožen, a zmorem. In drugače, kot bi si mislil, na fizičnem nivoju, fizična podlaga, ja. To, čisto fizična osnova, ne? Ja. Ne pravim, da je to edina možna, ne, vsi kakšni pač imajo omejitve, ne, bolezni in tako naprej, sem bil, cel kup enih otrok sem videl na pediatrični, ki tega enostavno pač ne zmorejo. To druga področja, tudi na drugi načine se da, ampak se mi zdi, da ta najbolj taka naravna, najbolj taka kraljevska, no, prideš nekako lahko do tega, ne. Da ene te bazične moči. Glej, meni konkretno že z Alešem tale pohod v divjini, ki se gre, a ne, zdajle gremo letos, grem tretjič, pa se res veselim, ne, pa v bistvu nobenega dvoma, ali je, ali ni, ali bo, ali ne bo, a veš, vem, da bo, ampak ta prvič je bilo pa kar malo tisto, ne, kako pa bomo zdaj teh 100 kilometrov prehodili, pa tako pa, ne, a veš, pač, dobro, so bili takrat tudi prvič žuli konkretno, ampak si zdržal, pa je, ne. In jaz prej teh izkušenj nisem imel, no, osebno, pa mi je kar malo žal, ampak dejstvo je, da je pomembno, no, ja, sploh za fante, se mi zdi. Ja. Ne? Tudi na drugih področjih potem to pride, a ne? Ja. Ko imamo otroka, sem jaz sposoben cel dan biti po koncu, potem naslednji dan funkcionirati. Lej, če sem to v mladosti dal čez, pa vidim, da sem, a ne, pa ni tega strahu. A sem zmožen, ne vem, se vsesti v avto in 1000 kilometrov šusu peljati, ja, ne vem, ampak če sem bil zmožen v enem šusu hoditi 100 kilometrov, v enem šusu, a ne tako, dajmo reči, kontinuirano, ja, le, ene napore je zmorem, imaš eno tako pripričanje, ma le se karkoli bo, se bomo speljali. Točno, točno. To je zelo pomembno za enega fanta, da ima. To je tudi res, tako, kot si dobro napeljal, v smislu pripravljenosti za gradnjo odnosov, ki bodo trajni, a ne, se pravi, ko se mi zdi, zdaj, če greva še majčkeno na področje zakonskega pa moško-ženske vloge, a ne, današnji fantje se mi zdi, da premalo verjamejo vase na splošno, ne, in imajo premalo te samoiniciativnosti tudi pri gradnji odnosov, in čeprav se v resnici zavedajo, da je piedestal, da je ideal, ta trajna, nerazvezljiva ljubezen med možem in ženo, se pravi, ne samo fant in punca v nedogled, ampak tako, kar pismo nimajo jajc za ono odločitev, da zdaj bi pa midva, jaz, a veš, ne vem, dal pobudo za poroko ali pa kakorkoli, no, v tem smislu. Se pravi, mi moramo vzgajati za to, ali pa če si mlad fant, ki gledaš, ne, akcija, začni se izpostavljati takim, bi rekel, situacijam verjetno, ne. Kaj bi ti svetoval? Ja, sigurno. Ta poroka pripelje še druge stvari, ne, ta zavezati se za celo življenje nekomu, a ne, se mi zdi, da je ena zelo taka, ne vem, ta FOMO, ne, fear of missing out. Misliš, kaj boš zamudil, ne? Kaj bom zamudil, kaj če še nekje, kaj če nekje boš, kaj če vse nekje mora biti super, vse mora biti ne vem kaj, ne. To je zdaj ena taka past te naše sedanjosti, jaz se tudi velikokrat najdem v tem, da zelo pod enim pritiskom, da bi vse nekako bilo super, ne. In tako, ko poslušam starše, pa tako, ko so tudi
na skupinah ali pa, dajmo reči, ko se v teh svetovanjih srečujemo, je zelo ena taka želja narediti res tako, da bo dobro. Ja. Za našega otroka se bomo potrudila. Zdaj vemo, da ne rab imeti vsega, to je zdaj že nekako, se mi zdi, prišlo tudi pri teh ozaveščenih starših, da ta materialna, popolna preskrbljenost vodi v razvajnost, ampak nova pasta, pa tukaj, zdaj pa ta psihološka. Da ne bo nobene rane imel, da bo vse zmeri v redu. Nobene frustracije, nobene rane, da ne bo nobene krivice, da bo vse prav, da bo vse optimalno, da bo lahko vse svoje talente razvil, da bo vse ne vem koga. Se kar gradine take standarde ful visoke in potem so, se mi zdi, tudi otroci zelo hitro nehote, jih tu obremenimo za znor. Pa pišovka vse vloži v tebe, pazi, ti si zdaj pa res D otroka, in ko imaš pa 4. No, sam, če bo če sva mečken politično nekorektna, tukaj je treba priznati, da ta želja po neki psihološkem vidiku popolnosti izhaja iz te prevlade, te emancipirane mamice, ki bo zdaj ona vse prav naredila. Tukaj se potem, se mi zdi, moški s to besedo, saj tudi, če ne bo vse idealno, bo v redu, težko vklopi v ta svet. Tako jaz vidim, Mislim, mame želijo bolj zaščititi pred svetom, ampak očetje pa tudi lahko, hoče pa narediti, da bo vse zmogel, pa da bo vse prav, pa da bo imel glih vse ta prav, pa ta najboljšega trenera za futbol, pa ta najboljšo šolo, pa vse mora biti zato da bo lahko. Ampak glih s tem oče rata kopija mamice, na nek način. Ja. S takim strahom ali pa s tako željo, S takim otrokom je zacrkniti, ker so v resnici pod pritiskom, da morajo pa zdaj tudi oni ne vem kaj vse doseči. In ne more, mislim, noben človek ne more. Pa je še zmer v redu, 100%. Pobirati same medalje, tega se ne da, in to lahko zelo veliko breme in verenih hudih stisk za to mladino. Fajn. Torej, kdaj se ti zdi pa, da je recimo najbolj pomembno, da se kot oče vključiš, oziroma dobro, idealno skozi celo otroštvo, pa v neidealnem smislu je v redu, če kadarkoli je boljš, kot nikoli, Ampak tako recimo. Nikoli ni prepozno. Ja, to je definitivno res. Ampak kdaj se ti zdi recimo, da je najbolj pomembna očetova vloga pri odraščanju? Ja, mislim, to so tisti ključni momenti, so sigurno, ko odhaja otrok v svet. V svet velikrat odhaja v resnici. Že takrat, ko začne hoditi, odhaja v svet na nek način. Oče lahko tukaj tisti, ki pomaga mami tudi malo zdržati to tesnobo, a bo padlo, se bo prepucno, bo ne vem kaj. Bravo, tako da en tak navijač tam v ozadju. In potem seveda vsi ti prehode, ko grejo v srednjo šolo, v srednjo šolo, potem na fakt, da je oče tisti, ki predvsem daje ta občutek, jaz zaupam v tebi, jaz vem, da ti zmoreš. Ti imaš to, kar je potrebno, da uspeš. In hčerka in sina, da v bistvu, da jih spodbuja, da jih nekako pošilja v svet z enim ponosom, z enim veseljem, z enim pogumom. In seveda tudi, da preden gre v svet, da jim omogoča situacije, ko krepijo te svoje kapacitete, da jih ustrezno frustrira, da rečem tako. Da zna tudi težiti, da zna tudi kakšno mejo postaviti, da zna tam ustrajati, da zna tudi utemeljiti, zakaj tako ustraja, da če se smoti, da zna tudi se umakniti pa reči, pardon, tu pa zdaj priznam napako, Priznam napako, tisto sem v nekem afektu rekel, dajmo probati drugače. Tako da, to je v bistvu, mislim, da je povsod pomembno, mislim, po vseh teh momentih zelo pomembno, predvsem pa, da je vse skozi sogovornik mami. To ima vsaj dva pomembne posledice. Eno je to, da pomaga mamo malo umirjati, ker je to sigurno za njo zelo tesnobna situacija. Za vse starše, ampak se mi zdi, mame še posebej tako čutijo, s temi stiskami otrok.
tukaj mogoče očetom vseeno lažje, ker smo malo bolj zunaj. Malo bolj od zunaj vidimo, pa lahko hitreje se nam ta racionalni del vklopi, rečemo, ne, tu je treba tukaj tako prav. V redu je, če pade, se bo potem naučil pobrati. V redu je, če kakšen šust prenese, sej bo pač videl, da ga mora popraviti. In seveda potem, da suportiramo to, ne sem, da smo tako kot... Vir flegmatizma, ne? Ja. To je ena stvar, da se prav, da pomaga tukaj mami, da se z njo pogovarja, da tudi skup, da iščeta neke, ne vem, močna, šibka področja, da tukaj podpirati otroka. Druga stvar je pa tudi, da otrok biti, da se ona da dobro funkcionira. Ja. Ker to je tista prapodoba odnosa, to so v bistvu tisti gabariti, po katerih bo iskal tudi svoje partnerje, svojo partnerko, svojega partnerja. Po teh ključih iščemo, tisto, kar smo nekako videli. Nezavedno iščemo to prapodobane odnosa in to obljublja tisto domačnost in toplino, pa kakorkoli je bilo. Če je bila katastrofa doma, nasilje in tako naprej, pa bom iskal nekoga, ki bo tudi bolj tako, ne. Bo to izvajal in bom s tem v domačem okolju kao, ne. Ja. Veliko je zadelati. Ampak z božjo pomočjo, pa z neko ta pravo naravnanostjo, pa tudi z nekimi orodji, ki zdaj pa vendarle so na voljo, se mi zdi, da se da, ne. Ja, pa tudi z eno blagostjo, do sebe kot staršev, pa tudi do svojih otrok, no. Jaz vidim tako, da povem še eno čisto svojo izkušnjo, koliko je to fajn, ker si rekel, koliko Aleš velikokrat reče, koliko dobro vzgajava, ne. Jaz vem, da ne vzgajava koliko, ker bi bilo vedno prav, ne, ampak koliko mi veliko povem, ko slišim eno pohvalo s strani njega, ne, pa če sta dve situaciji, pa da ena dobra, pa ena slabo, se bo ono tuknil dobro. Pa rekel, koliko si tisto fajn naredil, pa vem, da ono to drugo, tisto ni bilo v redu, ampak se to že tako jaz sam vem, ampak to, da mi eden pokaže, da tudi znam, koliko je to potem lažje ene stvari peljati, ne, in se mi zdi, da to velikokrat starši malo pozabljamo, tudi ko gledamo svoje otroke, da jih ful skušamo popravljati, pa usmeriti na pravo pot, ampak včasih je pa mogoče bolj smiselno opažati, da so na pravi poti, potem kar nekaj ti sami ostali na njej. Super. Dajva še eno proti zaključku o ekranih. Kako se tega lotevate, ker to je taka epidemija današnjega časa, ob tej epidemiji, se pravi COVID, sta vsaj še dve epidemiji, ena je ekrani, druga so ločitve, pa zdajle o ločitvah ne morava toliko, ampak o ekranih morda za zaključek kakšno besedo, pa vem, da bo treba prav cela oddaja na to temo, ampak vendarle. Ja, mislim, imamo mogoče res eno tako srečno situacijo, ki je zemno, da niso otroci, mi nimamo televizije, da niso bili prepopani za ekrane. Tiste risanke so bile potem pri tastu in tašči čez vikende, ta živ žal, bilo pa tudi vse. Zdaj me čudo je bilo tega več, ampak v našem konkretnem primeru je to bilo prednost, ko so se končno naučili klikati, pa nekaj narediti na računalniku, take čisto osnovne stvari, mi res tudi zavestno nekako jih nismo hoteli v te elektronske vode dosti hitro spustiti, zdaj pa mogoče tudi je že čas. Tako da mi tukaj nimamo težav s tem. Vidim pa, zdaj so pa tudi že začeli recimo igrati ene igre, take preproste, pa Minecraft, kako to hitro potegne. Da je tukaj res pomembno se zelo jasno zmeniti za pravila, koliko časa v kakšnih situacijah, predvsem pa tudi, da otroci nekako imajo to, da se jim pomaga graditi samokontrola. Tudi pri tega, da se pogovarjamo da lahko sami prepoznavajo, tudi da mi je to še v redu, da jim ni. Pa se mi zdi tukaj zelo veliko stvari, da se pogovarjati, da je zelo napačno. Una sam pravila tudi ne delujejo, to pa jaz lahko povem, mislim. Kako? Una žugajoča pravila tudi niso vir nekega trajnega, da bo v redu, Ja, imaš prav.
če je prepoved, potem se otrok nauči s tem shajati. Če je pa vse, kar prosto pa Prešerno polje, pa to čisto prevzame. No, tako da nekako je tukaj treba se vmes brusiti in tukaj je tudi za starše zelo pomembno, da so vključeni. Ne moš ti sem reči, tega ne bo, ali pa 10 minut imaš, tukaj 10 minut ne bo, bo 15 minut, zakaj boš ti naredil takrat, ko bo prišla 11 minut, a boš takrat prišel dol, a se boš ne spustil svoje delo, pa se če s tem ukvarjati, tukaj, to je tudi za starše lahko kar breme, in po eni strani je hvaležno, nekaj tako prepustiš tam, pa pa je mir, super. Pa je mir, mislim, pa imaš mir, ampak na dolgi rok pa je tukaj kar nekaj težav. Mi pa zdaj se mi zdi, to sem pa res zelo prepoznal, tudi zdaj smo imeli 2 skupini za starše najstnikov, da je pa tukaj tudi veliko enega strahu, tu pa kar človek za svojem, ni tukaj simpel, ne rataš kar takoj za svojem, te pa potegne, in od tega, da te potegne, do tega, da začneš na ta način tudi mogoče ene potrditve iskati, ki jih ne moreš v nekem širšem socialnem kontekstu, dajmo reči, da najlažje biti dober tam v eni igrici, kakor pa uspešno, ne vem, nek projekt speljati v šoli ali pa s prijatelji organizirati eno zanimivo srečanje ali pa nekaj tako, lažje dobiti potrditev na internetu ali pa v tem svetu. In ko potem to rad ten način, kako jaz samega sebe potrebujem pa gradim, potem sem pa že zelo blizu tega, da bom rad zasvojen. Potem je pa pot zasvojenosti, se pravi, se mi zdi, da če ima človek otrok, se pravi, nikoli ne bo popolno, ampak če vendarle znamo starši poskrbeti za en osnoven stik z njim, in mu dati to, kar si rekel, potrditev, pohvalo, to jaz konkretno opažam pri svojih, je lažje, je manj potrebe pri njih, da si filajo praznino z tem ekranom. Tako nekako zaznavam. Ja, super. To je res ključno. Tudi tukaj se mi zdi, da je lahko ena vloga očeta, da tukaj je v odnosu z otrokom, da je v stiku, da ve, kaj so tiste njegove potrebe, želje, strahovi tudi in da mu širi ta svet možnega. Kaj vse bi se še dalo početi. Dajmo sprobati nekaj odbitega, dajmo iti ob polnoči na Veliko planino, recimo, to smo tudi šli. Polnoči po zimi, do Marije Snežne, zmolte noče naš pa nazaj. Pa to je ena nora izkušnja, Pa ni bilo tudi simpel, pa so me že tudi obupali, kdaj, utrujen, pa ne vem ki. Pejmo, in ko vidiš tam tisti razgled, noro. Pa si pa tam doma, pa je enostavno vse skupaj, ampak dajmo še nekaj probati, dajmo tudi, socialno, dajmo kakšne stvari videti, probati, tukaj lahko oče nekaj naredi. Pa to se mi zdi preteha, zasvojenost, ki se rekel, ali pa ti ekrani. Tudi pri sebi in v odnosu z ženo, seveda, preverjati, a ti ekrani, vse te interakcije, ki so prek Zooma, prek ne vem, raznih teh socialnih omrežij, a to širi otrokov svet, a ga krči. To se mi zdi zelo ključno. Ker če ga širi, super. Če ga začne krčiti, pa tukaj se ne more lučke prižgati. Nekaj veliko, to zdaj, ko je bila epidemija, ti najstniki in tako niso imeli priložnosti iti v svet. Pač so bili tam doma in to se ti zmeša, če sem doma. Pa še le čez najstnika. In je bil to en čist naraven način, kako so oni potem zadovoljili to potrebo po druženju. In zdaj, če je to nekaj, kar šira, a šir se bo zdaj pokazalo, tudi, ker se zdaj ta epidemija se zdaj zmanjšuje, vedno več je možnega in zdaj, če bo šli v realen svet nazaj, je to sam znak, da so ene odnose uspelo hraniti in bo zdaj nadaljevali. Če pa bojo počali z računalniki, pa se zaprašati, kako to, kaj se dogaja še zraven. Tukaj strah, je tu neka stiska, ne vem, ampak ni kar prepustiti, pa reči bo že kako. In tukaj spet oče tisti, ki mora priti do otroka, ne čakati, da otrok pride do starša, pa začne pripovedovati svoje težave, tukaj ne bo.
ali pa bo takrat, ko bo že kar fejst hudo. Ja? Ok, dobro, Miha, super, hvala ti za mnoge modrosti, za izkušnjo enega dobrega očeta, moža, ta mladega. Super, no. Sem vesel, da sva takole poklepetala, verjamem, da bo lahko še kdaj, še kakšno temo bolj konkretno načela, zdaj sva mečken po površini, ampak se mi zdi, da je bilo fajn in da se je potrebno ozaveščati, da dobiti kakšno idejo. Tako da ja, pri vas vam jih očitno ne zmanjka, tudi za takele aktivnosti, ki so malo odbite, ampak vseeno res ta prave, no, ker so v realnem svetu in so v okviru družine in pomenijo res eno tako iniciacijo v to, kaj so otroci zmožni. No. Tako, no, mene navdihuješ ali pa navdihujeta na tem področju, no, z Nežo zelo. In ja, bom mogel še jaz se kaj odbitega zmisliti, da bo za moje punce, za najstnice, dosti aktualno, da bi jim bilo zanimivo. No. Hvala ti. Hvala tebi, Benjamin, za vabilo. Ja, načenjaš prave teme, no, se mi zdi zelo fajn in tudi Bogu hvala, no, za ta podcast oziroma te stvari, ki jih snemaš, no, se mi zdi, da so zelo kvalitetne, no. Res, ti z veseljem pogledam. Hvala. In hvala Bogu. Ok, dobro. Glejte, tlele imamo spodaj lepo, imamo spodaj en tak knofek, kjer pomeni naroč se, a ne? Če ste zdaj to gledali na YouTubeu, pa zraven še zvonček, da boste naslednjič preko Družine in življenja, ko bomo dali kakšen video ven, boste dobili ali tole oddajo Odnosi so zakon, ali boste dobili kakšno pogovor s kakšnim parom, smo rekli, najina zgodba je zakon, oziroma najina zakon zgodba, kar je pač posnetek enega pogovora tudi, ki ga naredimo v živo. Pa še kaj se bomo zmislili, zdaj proti poletju bomo sicer počasi šli malo na pauzo, ampak vendarle mislim, da je res, kot je Miha rekel, veliko dobrih gostov tudi, no, res, kot si bil tudi ti, pa dobrih vsebin se splača delati in graditi odnose, za katere je vredno živeti in jih potem prenašati naprej. Živijo vsem skupaj. Adijo. Adijo.